grožnje, ste bili kaj v stiku z njimi, jih boste zaščitili, v kakšno smer morda razmišljate, in kdaj se lahko pričakuje postavitev tega? Najprej, absolutno imajo mojo moralno zaščito. Ne vem, kakva bila druga. Vem sam za en organ, ki lahko dobi zaščito, če se dočute ogroženega, ki pač kliče na policijo. To je zgodba, ki je v tej pravni državi zelo jasna. Druga zadeva je, dajmo pogledati malo zgodovine, ko je Amnesty International prišel k meni s pobudo za park izbrisanih, sem jaz opozoril takrat, pazite, da ne bo to napačno razumljeno. Po eni strani javnost, vključno z nekaterim avtorjem, govori o nasilni selitvi prebivalcev Roga oziroma uporabnikov Roga, kar ne drži. Še enkrat, ne samo, da imamo izjavo 3 predstavnikov, ki so tam bili, Rog je bil prazen in vse, kar se dogaja se na Trubrevi cesti. Drugič, vse postopke na sodišču so zaključeni in rešeni v korist mestne občine. In med temi 8, ki so tožili za to, da so uporabniki oziroma da nekako jim pripada pravica, da bivajo v Rogu, vse te tožbe ni dobili, tudi preizkus na višjem zaključen, pravnomočno rešeno in polovica njih je dobila odpustek, da ni treba plačati svojih stroškov, ker enostavno nima premoženja. Med temi je tudi Irfan Beširević bil, ki je tam imel svojo bivalno enoto takoj za zidom na Trubrevi cesti in takrat, ko je bila predsednica Amnesty International, se je rekel, jaz absolutno bom to podprl, kar bo odličen, tudi sporočilo je pravo, konec koncev ne letnici, ker je to, kar se zgodilo pred več kot 30 leti, je ena velika tragedija za našo državo. 26,000 ljudi je ostalo brez osnovnih dokumentov, brez možnosti za normalno življenje. In lepo, da se je tudi v državnem zboru, predsednica državnega zbora odločila, da bo poslanke, poslance nagovorila in tudi povedala svoje mnenje o tem izbrisu. Ne bom poudaril, kako velik pomen ima tu Matevž Krivic, ki je del svojega življenja posvetil pravicam izbrisanih, tako da tudi njemu čestitam. No in na podlagi tega, ko smo mi v mestnem svetu sprejeli park izbrisanih, ni bilo nobenih, poudarjam, nobenih nekih argumentov proti parku. Na podlagi tega se je nadel natečaj, javni natečaj za kip v spomin na ta dogodek, bi prišlo 12 rešitev in meni je ta rešitev, ki je komisija zbrala, videl sem je pa takrat, ko so predstavljali vse te rešitve spodaj v našem atriju, se pravi, ko je profesor Koželj predstavil rešitve. Meni je rešitev izjemno prijetna, izjemno dobra, pove svoje zdanje, konec koncev sem jaz tudi nehičen, tako da sem čestitil vsem trem avtorjem tega, sem dvema avtorjem avtorici na rešitvi in prvi korak, zdaj se podpiše pogodba, z njimi dobimo projekt, potem se naroči seveda projekta in projekt bo narejen. Najprej treba pogodbo pisati. Naj razumem, v bistvu, če govorimo, če je predstavnik teh treh, gospod Ćosić, ki je tudi zgodil z Rogom, ni bil prvomilosten do mestne občine Ljubljane, ne bomo njegovih izvajanjih oziroma gradivov, ki ga dajal, ampak on je tudi ta natečaj in jaz sem zelo ponosen, zelo vesel in vsemi silami bom podprl postavitev tega spomenika. Še enkrat pravim, moralno zaščito, nihče ne sme nikomur
groziti s čimerkoli. Lahko imamo različne mnenja, lahko se zmenimo, ampak kot sem prej rekel, vse grožnje odklanjam. Tudi tisto, kar jaz dobim običajno zaključi v mapi, v arhivi, če je kaj preveč takega, v bistvu obvestim policijo, ko pride policija, ali ne začnejo pregon, ne moj govor, da njih sam pozorim. In jaz še eno trdim, držimo skupaj, spoštujemo različnosti, to je osnovna misel. In da zaključim s tem čestitke za rešitve, sploh prvo rešitev, ki zagotavljam, da smo mi postavljeni. Kdaj lahko samo ukvirno časovno? Ker te prvo je pogodba za projektiranje na podlagi zbora. To je tista klasična pot, komisija dela, mora biti rekordni rok, potem se sklepa pogodba, oni koliko časa potrebujo, da bojo ponarisali in potem pa še svetlo. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.